Pa še tega naokoli pripeljem. Evo, zdaj se pa lahko začnemo pogovarjati. Ti hočeš reči, si prvič se pripeljal s hišo na kolesih? Ja. Pa v hiši na kolesih nisi še nikoli spal? Ne. Pa da ti na hitro, preden gremo naprej, vsem pokažem, kaj v tem trenutku vidijo moje učke. Tukaj spodaj imamo hladilnik, ki se seveda odpira z obeh strani, ne? Če slučajno priješ papirček od zunaj, ne? Pa se je končno zgodil. Prvič v življenju sem prespal na 4 kolesih. Pustimo zdaj tiste neumnosti, ki smo kot mulci spali v avtomobilih, ki smo šli na morje ali pa še kam. Pricam. Sem pa precej ponosen, da sem to naredil v slovenskem izdelku. Za mojim hrbtom je, mogoče si že prepoznal, Robeta Adonis. Jaz sem ga precej podrobno predstavil že v vlogu 949, tako da če hočeš zvedeti kakšne detajle, piči na 949. Sicer pa, lej, džabe jaz govorim, koliko so avtodomi fini, če ne naberem vsaj neki izkušenj. Za začetek moram priznati, da sem v tem svetu kampinga in karavaninga jaz čist frišen in da v resnici, ne da ne vem čist nič, no, ampak v resnici zelo malo. Drugače pa preden sem v Adonisu prespal, sem šel seveda do človeka, ko vsem skupaj ve veliko več kot jaz. Ti hočeš reči, si prvič se pripeljal s hišo na kolesih? Ja. Pa v hiši na kolesih nisi še nikoli spal? Ne. Najbolj pomembna stvar je. Ti kar povej. Vse smo vsi vedeli, kam bo tole peljalo, ne? Sicer pa moj pogovor z Juretom o tem, kaj vse moraš vedeti, ko greš prvič spat na 4 kolesih, je precej dolg in se mi zdi zelo koristen, kar pomeni, da sem ga prešparil za na konec tega vloga. Malo se splača počakati, predvsem je bil pa pogovor tako zanimiv, da ga bom v celoti objavil čisto kot en ekstra video. Se mi zdi, da bo to mrskomu prav prišlo, glede na to, koliko popularno, priljubljeno postaja počitnikovanje na takšen način. Ampak dobro, da ne boš rekel, da ti o Adonisu nisem nič povedal. Gre za izvedenko Adonis Fortu, torej za različico, ki je namenjena 2 osebam. Osnova, kot vidiš, mislim, se je očitno, je Mercedesov Sprinter, kar v resnici pomeni že zelo veliko, ker je za začetek nalovdan z opremo. Nima najmočnejši motor, 2-litrski dizel, ampak sicer pa v tehnološko-varnostnem smislu je tale kombi že v sami osnovi zelo bogato opremljen. Mislim, ta stopnja varnosti je še toliko večjega pomena igra takrat, ko si v okolju, ki ti mogoče ni najbolj domače in seveda takrat moraš ekstra paziti. Zdaj, eden od zaščitnih znakov Adonisa je temna barva. Veš, Korošci so dokazali, da imajo ta šmek za mobilnost v resnici v krvi. Mimogrede, to so skoraj pozabil zdajle. A si ti že videl Adonisa, ki je, dajmo reči, tako malo bolj pustolovsko navdahnjen, ki je na kramprcah, pa bull barma, pa tako, hudka popar, ne? Zdaj pa preden gremo naprej, moram stisniti še eno pohvalo. A ti recimo veš, da je Adonis pokasiral eno zelo imenitno priznanje v izboru, ki ga organizira nemški Autobild. Nemški Autobild, vemo, vsi tisti, ki se pikico spoznamo na mobilnost, je v resnici kar big deal. To je, če se ne motim, eden, če ne največji nemški medij, ki se ukvarja z mobilnostjo. No in Slovenci, Korošci, Robeta, Adonis smo domov odnesli zlato. Zlato priznanje znotraj svojega segmenta potovalnih vozil. Nemci pravijo temu der goldene Lenkrad. Ali je da zgolj ne le enkrat? Slovnica pa to, veš. V glavnem prestižno priznanje zlati volan se je pripeljal k nam zaradi Adonisa. To ni kar tako. Pa zdaj že ne 10 ljudi, pa dobro, komotar, lahko to čudo še od znotraj pokažeš. Bom, brez skrbi. Ok, sej po moje gremo zdaj kar noter. Pet. Pa zdaj bolj ko gruntam, bolj vidim, da sem prej mogoče tale vlog začel na čist napačen način, ker sem rekel, zdaj sem pa prvič prespal na 4 kolesih. A veš, o čem je fora? Jaz v Adonisu nisem samo spal, jaz sem s tem avtodomom, ali je campervan, dajte me popraviti, živel 1 teden, kar pomeni, da sem z njim počel vse, kar bi sicer počel z običajnim avtom, samo zato, ker me je Ferbec matru, a veš, koliko uporaben je, a veš, vsak dan, če je treba še kaj drugega narediti, kot samo to, da se odpeleš na počitnice, pa zbereš en plac, pa tam spiš. Kaj pa če bi se vrata zaprl? Tudi lahko, ne? A veš, to pomeni, da sem jaz Adonisa uporabljal za čisto vse, kar me je ta teden srečal, za vse mini pa maxi premike. Tam ga sem peljal v šolo, poberal sem ga v šoli in ta prva stvar, ki se me pogruntil, je to, da se ta avtodom v resnici pelje ful dobro, tako v dejanskem vozniškem smislu. Ves čas sem mogel sam sebe v glavi bremzati, da nisem ovinke jemal prehiter, zato ker sem imel občutek, da jih lahko, ampak pa sem se spomnil, kaj vse vozim zadnji, ne. A škoda, ker nas ne zanima, kaj vse je tam na zunaj, ne. Okej, to je že boljš. Zdaj pa lahko še takole, pa fotele bomo okoli obrnili, pa še tega naokoli pripeljem. Evo,
Zdaj se pa lahko začnejo pogovarjati. Ta prvi odziv znancev, frendov, pa tudi neznancev, ki so videli Adonisa, je bil koliko hudo zgleda, koliko je šmekerski, koliko zgleda cool, ne glede na to, kam ga postaviš, tudi na ulici med gručo vseh ostalih avtomobilov. V bistvu je ogromen, ne? Ampak ni tak štorast, coolski vibe oddaja in to tudi ni nepomemben. Pa da ti na hitro, preden gremo naprej, vsem pokažem, kaj v tem trenutku vidijo moje učke. Tukaj spodaj imamo hladilnik, ki se seveda odpira z obeh strani, ne? Če slučajno priješ peperček od zunaj, ne? Pa pol tukaj le kuhinca z izvlečnim pultom, ker tam le spodaj je umivalnik. Pa pol naprej tista posla za dva, mimogrede zelo elegantna ambientalna osvetlitev. Tukaj na desni strani je seveda tuš in WC. Poleg mene seveda tale izredno udoben custom tapiciran fotelj, pa pol še tale misce, ki si lahko prilagodiš. Dobro, zdaj, če sem začel, moram iti do konca, ne. Mislim, ne bom ti zdaj kazal, koliko je njih umarc pa tega, ne, zato ker pa smo lahko 3 dni tukaj. Ampak v osnovi izgleda takole. Poglej, tale površina, mogoče malo netipična za camper vene, ne, ampak tukaj vsem govorimo o premium segmentu, je Kerok. Evo, skrijem nazaj, da ne bo kdo videl. Zapremo. Poleg štedilnik in pa seveda spalni prostor, to se pravi postelja za 2 osebi. Prepričan sem, da bi se znali stisniti tudi 3. Pri WC tušu je tako, da se dvokrilna vrata odpirajo v obe smeri, kar pomeni, da lahko tudi, mislim, človek je na postelji tudi na tak način dobi malo ekstra zasebnosti. Ko odpiraš v kontrasmer, to pomeni tudi prostorsko malo več svobode, drugače pa to je tuš WC. Prej sem že malo govoril o kakovostnih materialih, ne, tudi tukaj na WC-ju, mislim. A veš, kaj hočem reči? Kakovost materialov, sama sestavljenost, tudi tišina, ko se peleš, je na zelo visoki ravni. A ja, mimogrede, ne, ko potegneš vodo, so vse skupaj ne nabira v tistih kantah, ki moš pa prijeti pa ven nest pa odtočiti, ne. Adonis ima tudi ta sistem, kako se temu reče, maceracije, kar pomeni, da vse, kar ti predelaš, da on to pa sam spustiš tam en ventilček pa ven steče, seveda na površini, ki je primerna za to, ampak lej, to so že druge stvari. Pa če se sam še enkrat obrnem proti sprednjemu delu, to se pravi o foteljih sem že malo razlagal, spredaj pa Mercedesovo delovno okolje, ki je do neke mere tudi digitalizirano in v resnici zelo dobro sestavljeno. Predvsem pa, če imaš ti že v osnovi opravka z res orang strojem, to pomeni tudi neko ergonomsko in siceršnje udobje, ki ti pride zelo prav na daljših vožnjah. A veš, there's levels. Mimogrede, tele lučke, ne, na vsaki strani ena, so mi tudi zelo všeč, ker jih lahko prilagodiš po svoji želji, izklopiš jo takole. Pa se pa zadeva zahakla gor na magnetek, a vidiš. Ok, pojmo naprej. Za začetek me lahko malo z rezervo vzameš pri vsem, kar bom zdaj povedal, ker jaz tukaj veliko izkušenj nimam. To moram priznati. Vem, kako se mora peljati dober avto. Vem, kako mora biti sestavljen dober avto. Ampak zdaj to, camping, karavaning, to je čist drug svet. Jaz nimam nekih hudih referenčnih točk. Lahko ti pa povem, kako sem jaz doživel to izkušnjo. Prvič, kakovost izdelave pa sestavljenost samih komponent se mi zdi na zelo visokem nivoju. Še Jure, ki ima tudi nekaj izkušenj z robetom, prav, da se pele zelo tiho. V resnici je tako, da imaš opravka z ogromno komponentami in možnosti je, da stvari škripajo in tako naprej. Je precej velik, ampak ta kokpit, dnevni prostor med vožnjo, ne bom rekel, da je čist tih, ampak je pa precej tih. Mogoče bi omenil sam še to, da robeta pri pohištvu uporabljam material, ki se mu reče v bistvu tehnologija Robeta R, zaradi česa prešparajo po avtodomu tudi po 200 kg. To je precej pomembno, ker vemo, kako hitro pridemo do 3,5 tone. Ne? Kar se pa prve noči tiče, ne? Vse skupaj se je začelo z enim takim mikro road tripom. Odločil sem se, da tam malo ga pelem v Pivko, v park vojaške zgodovine, ne samo zato, ker imajo tam tudi, Jure bi rekel, privez za barke na kolesih, ne? Ampak tudi zato, ker je v Pivko zanimiv vid, ker se mi zdelo, da bo tam malo všeč malo pogledati tiste avione, helikoptere, čovne, v podmornico so šla pa tako naprej. Glavno, da boste vedeli, pri Pivki imajo tam en parkplac spodaj rezerviran oziroma ustvarjen, prilagojen izključno avtodomom. Želel sem kolikor toliko pristno izkušnjo, da sem moral seveda avtodom preklopiti na štrom, pa narediti vse stvari, kot mi je Jure povedal. Zdaj, tamal je bil nad muzejem, predvsem pa nad avtodomom navdušen na hard. To, kar sem doživel zdaj, to mi je izredno všeč. Kristjan z Robete je rekel, ne, either you love it or you hate it. Predvsem pa, ne, pustimo zdaj to, da sem spal krasno, da ima Adonis, pa ne govorim samo o Adonisu, na splošno, sej vemo, ne, avtodomi pač ponujajo vse, kar ti nucaš, če greš na eno daljšo pot, če greš na počitnice ali pa na izlet. Pustimo zdaj to. Vse to štima, tukaj jaz nisem referenca, neka huda, zaneste se tudi na tiste, ki o tem več vejo.
Jaz ti govorim samo o moji izkušnji. In hotel sem reči, da moram priznati, da sem se jaz skozi ta teden življenja z avtodomom naučil tudi marsikaj o sebi. O tem, koliko sem potrpežljiv za ene reči, ali pa dajmo reči, kako nisem. A veš, v resnici, kakorkoli pogledaš, to ni ne vem koliko prostora. In to pomeni, da je razmeroma malo prostora za premikati, pa moraš imeti potrpljenje. Pej ti kedem, šel zdaj jaz sem, pa se ti probleš, pa sem pol jaz, kje boš ti, kdo gre zdaj na... A veš, te stvari. Ta druga stvar pa, ne glede na število omarc pa predalov, ne. Ti, če se greš kamping pa karavaning, moraš imeti red. Vsaka stvar ima svoje mesto, ker čim dve stvari, kamorkoli tukaj noter odložiš, je že gužva. In če temu dodam še eno stvar, ki mi je bila ful všeč, veš, ker ves ta red in odpiranje in zapiranje predalov seboj prinese tudi ene vrste ASMR, to se pravi ASMR občutke, to je tista stvar, ki je zdaj zelo popularna, ampak v resnici vemo, da je to ljudem že od pameti veka všeč, namreč kakovost dobrih zvokov. In vmes, ko sem stvari ves čas pospravljal, prestavljal, sem vsakič moral narediti tole. Se vem, zdaj sem čuden, ker s to mater, ne? Pa hočem reči, da spremljava tega zvoka, ki spremlja vse, kar moraš narediti, pospraviti, premakniti, to mi je bila ful všeč in sem pol kar že malo užival v tem. V glavnem, človek mora, sem se naučil kar malo spremeniti celoten mindset, ki se loti nečesa podobnega in to mi je v resnici všeč. In to je v osnovi to. Jaz sem se zmenil, da bom letos testiral oziroma preizkusil vsaj še eno oziroma mogoče celo dve robeti, tudi s tistimi bom posnel video. To bodo robete, ki jih nisem še peljal, tako da takrat bomo šli zares v detajle. Ker je dobro se mi zdi, ker vidim, da vas te stvari zanimajo, ker je tudi logično, ker vse več ljudi hoče doživeti nekaj podobnega. Predvsem pa zdaj sem dobro to povedal, zato ker pridemo na konc, pa se bo vse povezala, veš. Daj pecam. Ker, a veš, kaj se je zgodil lani, ko sem prvič naredil vlog z robeto, najprej s Heliosom, pa pol še z Adonisom. Veliko vas je bilo, ko ste se oglasili in ste rekli, a se da to tudi najeti, in takrat so bili, moramo biti čisto iskreni, pri robeti čisto nepripravljeni na to. Za letos so se pripravili, pa dajmo reči kar orang. Zrihtali, pripravili so, da nam kaj narobe rekel, ampak mislim, da 10, če ne kakšno več robet, ki so praktično nove in na voljo za najem. Spletna stran, ki jo moraš vedeti, je camper-premiumrent.com. Jaz sem tle spodaj napisal, da no pol ni vedel pa te fore. No in v tej floti praktično novih, dajmo reči 10 robet, je seveda tudi Adonis, pa še kaj se najde. Skratka, ne rabiš kupiti, če te pa ferbac matra, pa bi šel rad na kakšen krajši ali pa daljši izlet. Sem ti dal pa spletno stran, ki jo lahko obiščeš in rezerviraš. Tudi jaz sem eno rezervacijo opravil, zato ker bom tam malo nekam pelil, ker si tudi ona izredno želi. In to je to. To sem hotel danes deliti s tabo. Jaz upam, da sem bil dovolj izčrpen. Zdaj pa to, ker sem obljubil že na začetku vloga, vem, ta vlog se že malo vleče, ampak se mi zdi, da je to tema, ki vas zanima. No? Še Jure pove par reči, pa smo pa zaključili. Pa gremo pa vsem lahko še malo bolj kaj. Jure, daj mečkem bolj stovke za 20 centi, prosim. 1, 2, test. Ok, veliki vodja. Kaj moram vedeti, preden prespim? A veš, kaj preden bom zdaj jaz malo malo pelil, nekam ali pa kogarkoli hočem biti. Ti hočeš reči, si prvič se pripeljal s hišo na kolesih. Ja. Pa v hiši na kolesih nisi še nikoli spal. Ne. Najbolj pomembna stvar je, Ti kar povej. dokler se hiša na kolesih voz, je to sprinter. Sprinter, ki se razgleda kot hiša na kolesih, pa super je zapeljati, pa če se jaz ne motim, je dobro opremljen z varnostnimi sistemi. Najsodobnejša elektronka, ki jo kombi ima. No, tako, ampak dok se ta sprinter premika, je to pač ven. Ta del jaz znam, stari. No, ampak takrat, ko se ta avto premika, je avto in ne hiša na kolesih. In takrat ne moreš ti uporabljati njegove veščine bivalnega tlorisa. Takrat, kadar sedimo pa se vozimo v avtodomu, se vozimo kot v avto. Se pravi, smo na homologiranih sedežih, pripeti z varnostnim pasom in se ne afnamo s kuhanjem kave, ne hodimo na avtocesti med vožnjo lulat, ne dajemo noge na armaturo, ne spimo v zadej, ker v posli nisi prevezan, ne? Ja. Ker če gre slučajno kaj narobe, pa si ti lepo raztegnjen na posli. Kaj glih sanjaš, da letiš. Ključno, kar moraš vedeti pri potovanju z avtodomom je, da ko se voziš. Veš, kaj moraš še nujno vedeti, preden se na pot odpraviš. S tem, da si ti zdaj že nekaj kilometrov naredil, pa mislim, da tega ne veš. Kaj? Veš, koliko je avto visok? Ne. Koliko je težak? Ne. Ja, max 3,5, ne? Že, ampak veš, koliko imaš, če bi ti, ne,
zdaj vzel avtodom na Rentan, domov pripeljal na Butov robe za 14 dni noter. Opazil sem tudi, da si se pripeljal s polnim rezervoarjem čiste vode. Ja, ok, a to ni ok. Tazga so mi dali, povej mi. Mislim, oni so ti poenostavili stvari, da ti ne boš rabil vodo dotakati, ampak načeloma je tako. Zgornja meja vozniškega izpita B kategorije 3,5 tone. Ne? Tale tvoj avtomobil prazen oziroma pripravljen za vožnjo tehta 2945 kg. To se pravi, imaš ti nosilnosti dobrih 556 kg. Zdaj, sem to ni tako malo. Ja, sem ti si že na 100 kg vzel, ko imaš poln rezervoar vode. Kadar se z avtodomom premaknemo, jaz vsem svetujem, sploh tistim avtodomom, pri teh še ni tak problem, ampak pri velikih 7-metrskih avtodomih voznih z B kategorijo polno integriranih, je pa mogoče ta payload sem še 350 ali pa 400 kg. In če takrat vzameš ti še poln rezervoar vode, ki ga v resnici na potovanju ne rabiš. Pa ljudje? Pa kampoprema, pa še ponovadi, ker smo Slovenci, mi ko gremo doma, si vse police založimo s trdo, suho, mehko, konzervirano hrano, čeprav imaš trgovine tudi vse posod po svetu, ne, si pol hitro čez mejo dovoljenih kilogramov. No, ampak če bi se midva zdaj odpravila na pot, recimo, da greva jaz pa Ciril zdaj v Le Mans. Jaz sem letos v Le Mans. No, recimo, da gre. Ajša, tebi ni noben dovolil, da po svoje loviš krte. Ja? Če bi šla midva zdaj v Le Mans, ne, bi se rekel, ok, Ciril, nalila bova polno nafte, to je logično, vodo bova dala, pa kdaj bova šla spat bova šla danes, recimo po dobrih 10 urah vožnje, vodo bova dala na četrtino, se pravi. Sam toliko? Ja, kaj pa rabiš več za roke umiti, pa več se izpustiti. Res je? Načeloma se danes večer ne bova tuširala, ker preden greva na pot, sva se umila, ni soparno, ni poletje, da bi se ne vem kako prešvicala, pa tudi jaz mislim, da tale stroj za nama nima nobene težave z vzdrževanjem klimatizacije. In bi vodo spustila na minimum, tu koliko rabva za potovati, se pravi za roko umiti, za WC splahati, za eventualno na postajališču kavico skuhati, kakšno šalčko prati, ker jaz vem, da bi ti sigurno en jogurt po malcu. Jogurt pa suhe slive bi sigurno si na štimu. Preden se podpraviš na pot, moraš pa seveda poskrbeti, da bo ta hiša na kolesih imela vse ustrežne priključke nekam, ko boš ti prišel off-grid ali pa v kamp. Črna voda, siva voda, bela voda, čista voda. Čista voda. Daj z avtodoma spustiš čisto vodo. Kadar imaš presežek vode, pa prideš domov. Preden bi midva šla, bi jaz čiste vode malo. Ja, zdaj ne bi jo spustila kar v travo, ampak bi jo v ajmerje nastregla, ker je res čista voda. Ne? Pa imamo sivo vodo. Siva voda je, siva voda je rezervoar, v katerega se steka vse, kar se v avtodomu... Lijak, tuš. Kar opereš solato, kar si zobe umiješ, kar si to, ampak vsak kamp oziroma PZA postajališče, posebej opremljeno postajališče za avtodome in ostala bivalna vozila, tam imaš ponovadi urejen izpust za sivo in za črno vodo oziroma kasetno stranišče. Ker smo pa tukaj že en korak naprej. Ta avto nima klasičnega kasetnega stranišča, se pravi, da imaš ti eno kaseto, kjer je noter kemikalija, kamor gredo vsi fekalni odpadki, ima posebej rezervoar za črno vodo. FI v teh ceveh pri avtodomu ni kanalizacijski FI 110 ali pa 150 iz bloka ali pa hiše, ne, so ožje cevi. Je fajn, da uporabljaš na stranišču pri osnovnih potrebah, se pravi vodotopen toaletni papir. Kje kupim vodotopen toaletni papir? Vodotopen toaletni papir kupiš To sem zdaj izvedel, stari. Tu kupiš v vseh trgovinah specializiranih, malo za vrt, od Bauhausu do Merkurju ker ta vodotopen papir se uporablja tudi na straniščih pri nautiki, tam, kjer ni klasičnega stranišča. Imaš na jadrnici za napumpati, so to ožje cevi. Okay. Se pravi, da se ti ne naredi čep, ne ljubi. Ker če zamašiš cevi, ne pomaga, če donotno odzlivaš. Črna voda je pa najbolj onesnažena voda, to se pravi, to so pa fekalije, ki morajo biti pa vedno zlite v ustrezen odtok. Tudi če imaš kasetno stranišče. Ampak čakaj, če imaš ti kasetno stranišče, jaz res ne vem, a moš ti pol posodo z fizično roko ven vzeti? Odpreš loputo za tank, potegneš kaseto ven. Kam pa jo neseš? Neseš jo pa zlit, vsi kempi, večinoma poza parkiriščima, ima poseben odtok za kemične WC-je. Ker ti tudi v to kaseto ponovadi daš kemikalijo, ki pomaga razgraditi vsebino, plus zmanjšuje neprijetne vonjave. Mene se nekaj zanima, ti dejansko ven zliješ, ti gledaš, kako... To je pa odvisno.
Pri boljših kempih imajo posebne kasetne enote, ki ti daš kaseto not, pritisneš gumb, stroj posesa kaseto, jo razkuši No, to vse. me zanima. Doskrat ljudje, ki odprejo kaseta, ima tak odtok na vrhu črafa in začnejo zlivati in pljuskam. Ja, no to me In zanima. pa ljudje ratejo bledi, po šlapah se ponovadi polijejo, ker ni fajn. Ne? Vsaka kaseta ima na koncu oddušnik. Ne? Ja. Ajša je šla gor s sosedo, levo. Vsaka, čak sem tule rešil, boš ustavil. Da je no še kar, stari. Ja. Ajša! Imamo situacijo. Veš, psi je tako kot z avtodom. Če mi pustiš malo svobode, je takoj, ko je opraskano. Maceracija. Ne, pri kaseti. Se pravi, vsaka kaseta, ki jo zlivaš. Ja. Tukaj ima ročo, tukaj zadaj ima še en gumbek, Ja. ki sprosti zrak in jo zliješ v enem šusu, da ne dela glup, glup, da ne dela pst. Ja, razumem. Ta avto nima kasete, Ja. njegova kopalnica vodi direkt v tako imenovan macerator. Ne, ampak samo, a to pomeni, da si jaz ne bom roke sploh umazal? Veliko kempov ima izpust za sivo vodo. Nimajo pa prav veliko kempov, pa tudi prav veliko PZA parkirišč, še večji izpust za črno vodo. Ti rabiš kartografiji pogledati pri posameznem kempu in PZA parkirišču, če ima tudi izpust za črno vodo. Zdaj jaz nisem pogledal, katero stranišče ima ugrajeno, ampak jaz mislim, da ima Tedfordovo stranišče ugrajeno. In ti imaš posebno aplikacijo, ki je vezano prav na to stranišče, kjer ti tudi pokaže na tvoji poti, katera so postajališča, kjer ti lahko direkt spuščaš črno vodo na izpustu za avtodom. Ne? Ker izpust za avtodom pa pomeni, da ti pripelješ avtodom na neko korito, je rešetka, ponovadi je tudi opremljena z šovbami, ki odpelješ to rešetko sperejo in ti moraš vedeti, na kateri strani avtodoma imaš izpust narejen direkt iz tanka. Ti si dejansko tukaj ne bi rabil mazati rok, zato ker je avto opremljen z elektromagnetnim ventilom, se pravi ti na armaturni plošči pritisneš samo gumb in ta ventil spusti tvojo lepo greznico v odtok. Kaj pa pomeni macerator? Ko greš ti na stranišče, ko upraviš svojo potrebo, pritisneš gumb in je noter mlinček, ki naredi življenjski smuti. Širina, višina, Ja. teža. Zaradi vseh podvozov, zaradi vejevja, zaradi garaž. In jaz sem prepričan, ko tale avtodom zdaj le pogledam, da je krepko preko 220. Ne? Ja. Jaz sem imel Robetin avtodom na testu Heliosa. Apollota. Pardon. Je imel noter Garminovo navigacijo. Kdaj ljudje na poti največkrat naredijo z avtodomom napako, ko se navigirajo na Google zemljevidu. Če kaj pa je narobe z Google zemljevidom? Ja, ne upošteva tvoje višine, širine. A Garmin pa jo? Imaš posebne Garmine, pa posebne... Čak, sem pa moraš ti nekam to unesti. Seveda. Imaš tam parameter, ker nastaviš gabarite avtodoma. Se pravi, jaz imam 2,60, pa hočem biti res ziher, da se nikjer ne bom zataknil, bom rekel, ok, bom dal še 15%, mislim 15 centi višji. In pa si bulletproof. Če pa ti navigiraš po telefonu, prvič, ko prideš v nek neznan kraj, cesta se zoža, prometa je veliko, ti gledaš, zaviješ kar naenkrat poč. Veliko je bilo že takih nesreč, ki je bil dopust končan. Tudi, če ne pride do poškodb, imaš uničen avtodom, rata kabrio, ti se saj 30 ali pa 40 na uro propeleš nekam. No, a smo prelezli do konca? A je še kdo tukaj? Folk, to je bila moja izkušnja glede Adonisa ponovno, predvsem pa glede tega, kako je bilo prvič v lifeu se malo dlje časa dejansko družiti z enim avtodomom, campervanom. Kje smo ostali? Kaj je zdaj to? A sem prav povedal? Saj da vem. Folk, lepo se imejte. Ajde, čau.